Spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni znova v oddaji Ozadja. Kot smo že govorili v prejšnji oddaji, v zadnji septembrski oddaji, mesec oktober je mesec požarne varnosti, posvečen gasilcem, imenovan pa je tudi rožnati oktober, ko se veliko govori o boju proti raku. In danes bomo tudi govorili z našimi sogovornicami ravno o tej temi, kako se boriti proti raku na dojkam. In tako sta danes z nami diplomirana medicinska sestra v zdravstvenem domu Sevnica, ki je obenem tudi vodja Centra za krepitev zdravja, gospa Mojca Vidmar, in pa gospa Darja Molan, ki je nekako svojo osebno izkušnjo podelila s širšo javnostjo. Obe lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Pa bi kar najprej vas, gospa Mojca, vprašala čisto iz zdravstvenega vidika, katere so vse tiste aktivnosti, katere ste nekako dolžni izvajati v okviru obveznega zdravstvenega varstva, tako za tiste najmlajše, še mladostnike, kot tudi odrasle v povezavi z bojem proti raku na dojkah. Zdaj, da bi rekla, da je veliko storitev, ki so opisane v samo širino obveznega zdravstvenega zavarovanja in ki so točno določene, jih ni. Imamo recimo tematiko zdravstveno-vzgojnih predavanj v 3. letniku srednje šole, kjer se pogovarjamo o pogostosti rakov in pa tudi naučimo dijake samopregledovanja dojk in pa tudi mod, kar lahko izkusijo tudi na modelu. Potem pa so ženske po 50. letu zajete v program Dora. Zdaj sevniške oziroma posavske ženske obiskujejo program Dora v Brežicah, še nedolgo nazaj so obiskovale v Novem mestu. Ostale storitve, ki jih izvajamo v okviru same promocije zdravja, pa so nekako neuvrščene sistemsko za celo Slovenijo. Bo pa nekoliko več o tem povedala naša še tretja sogovornica, gospa Vladimira Tomšič, ki je podpredsednica Društva za boj proti raku Posavja in Obsotelja, dejansko tudi poznana kot direktorica zdravstvenega doma Sevnica, in bomo potem še njo povprašali o samem programu Dora, ki je implementiran v Posavje. Bi pa na tem mestu povprašala Darjo, dejansko kako pride do tega, da človek se spozna z boleznijo. Nekateri se spoznajo na ta način, da so toliko osveščeni, da se samo pregledujejo, nekateri po naključju, spet kdo na tretji način. Kako ste vi sama prišla do tistega spoznanja, da se neka rakava sprememba v vašem telesu dogaja? Zdaj sigurno je šok. Najprej šok, ko zveš za diagnozo. Se mi zdi pa, da še težji čas je sploh, da prideš do tiste diagnoze. Ko veš, da se nekaj dogaja, ko ni vse tako, kak bi moglo biti, ne veš, čakaš na diagnozo, čakaš na izvide, ampak ni to, ne. In ta čas čakanja je najtežji. No, pol pa, ko pride diagnoza, se res prva šok, no, ampak potem pa v bistvu ni druge, kot da se začneš boriti. Da zveš, kaj te čaka. V bistvu je zelo dobra podpora iz strani Onkološkega inštituta. Če si tak človek, da hočeš zvedeti, kaj te čaka, ti bo v bistvu vse povedano. In imaš dobro podporo. Je pa res, da se mi zdi zelo dobro, da se veliko dela na programih osveščanja. Ravno zaradi tega, ker recimo, kot sem sama zbolela. Jaz nisem recimo vedela, da grem lahko na samoplačniški ultrazvok, recimo. Jaz sem kar čakala, pa najprej na Brežiškega, potem na Novomeškega, in je kar čas tekel. Recimo pri moji diagnozi bi lahko bilo tudi kritično to čakanje, recimo. Samo soočenje z diagnozo, sigurno prva stvar, kaj veš o raku, je to, da ljudje umirajo od raka. To je tisto prvo. Ne veš, kakšna je statistika, ne veš, kakšne so vrste tega raka, kaj te čaka, boš preživel, ne boš preživel. Prvič slišiš za neko kemoterapijo, za različne citostatike, za hormonske terapije, operacije, tako naprej. V glavnem, to se potem vse spoznavaš tekom. Se mi zdi, da zdaj bi že skoraj lahko diplomirala iz tega. Je pa res, da takrat sem pa vedela premalo. Glih mogoče tisti čas, kakor je bil za mene najtežji. Prav to čakanje na diagnozo. Pa bi dejala, da sedaj, odkar je ta bolezen nekako mimo, odkar je konec tega boja, da je samo pregledovanje z vaše strani postala tista dnevna rutina oziroma mesečna, ki jo nikakor ne gre več izpustiti v primerjavi s časom, preden ste dobila diagnozo postavljeno?
Vsekakor je samo pregledovanje zelo pomembno, je pa, čeprav imam jaz odstranjeni obe dojki in imam pač implante umeščene notri, se še vedno moram samo pregledovati. Še vedno ni nujno, da je bulica na dojkah, lahko je na podpazdušnih bezgavkah, lahko je v vratnih bezgavkah. To res niso samo dojke tiste, ki jih je treba nujno samo pregledovati. Tudi to je recimo nekaj, kar ženske ne vejo, ne? In je pač nujno to osveščanje, pač celotna obravnava. In ravno zato je zelo pomembno in zelo dobrodošlo, da je danes z nami gospa Mojca Vidmar, ki na tem področju zelo pogosto deluje. S seboj je prinesla tudi model dojk in lepo bi prosila, da bomo najbolj nekako korektno in najbolj slikovito lahko našim gledalkam prikazali, na kakšen način se pravilno samo pregledovati, da kar pokažete, katere so tiste tehnike, tisti prijemi, pa da pospremite ta cel potek tudi malce še z opisom. Najprej ženske naučimo, kdaj si sploh samo pregledovati dojke. Ne? Zdaj pri ženskah, ki imajo redno mesečno perilo, je to nekje na sredini ciklusa. Pri tistih ženskah, ki so v menopauzi, je to en datum, ki jim je pomemben. Katerkoli. Samo da se zgodi vsak mesec ta datum. Potem ženske naučimo, da morajo najprej dvigniti roke, se sleči do pasu in se postaviti pred ogledalo, dvigniti roke in pogledati, kako grejo dojke. Ali grejo obe dojki gor, ali se kaj kje usloči in enako se pogledajo, ko roke spustijo dol. Potem pa si z roko potipajo pazdušne bezgavke v obeh pazduhah. Če so bezgavke v pazduhah povečane, je to lahko že en alarm, da se v dojki nekaj dogaja, ni pa nujno, ne? In potem, ko pregledujejo dojko od zgornjega dela dojka, pa vse do spodaj in od same prsnice do te pazdušne linije, pregleduje z krožnimi gibi, ne preveč močnimi in seveda ne prenežnimi, odvisno od velikosti dojke. V bistvu s krožnimi gibi okrog in okrog celotne dojke, vse do same bradavice. Nobenega dela dojke se ne sme izpustiti. Ko opravi ta del, svetujemo, da gre še s 4 prsti, tako kot bi šla biba leze, čez celo dojko od zunanjega dela proti bradavici in še enkrat pretipa celotno dojko. Najprej to opravi na eni dojki, potem se posveti še drugi dojki. Zdaj, kje to opravlja? Včasih je ženskam lažje to početi pod tušem, ko so namiljene, včasih jim je lažje to početi v kakšnem drugem intimnem prostoru. Nam je pomembno, da to opravijo vsak mesec, tam, kjer se one nekako začutijo, da to lahko opravijo dobro in kvalitetno. Vsaka bulica, ki jo zatipa ženska v svoji dojki, ne pomeni raka. Je pa ena informacija, ki jo tudi vedno ženskam povemo, da nihče ne more reči, ali je rak ali ni, dokler se naprej preiskave ne speljejo. Tako da v bistvu vsaka sprememba je pa za naslov k ginekologu, kasneje za ambulanto za bolezni dojk in potem naj strokovnjaki določijo, ali je lažen alarm ali se resnično kaj dogaja. Koliko pa po vaših izkušnjah, glede na to, da ste veliko na terenu, veliko med ljudmi in da verjetno tudi ženske z vami podelijo ali jih sami pozovete celo k temu, da povedo, ali se redno samo pregledujejo ali ne. Kolikšen je ta delež? Smo dovolj zavedne? O številkah bi težko govorila, ampak če primerjam svoje delo 10 let nazaj, ko sem se začela jaz s tem ukvarjati, pa danes je velika razlika, velik napredek viden. Pred 10 leti so ženske bežale od modela. Nobene, ki smo jo pozvali, ki smo jo poskušali, da bi se prišla naučiti, ni hotela pristopiti. Nekako je bilo prepričanje v glavi, če ne znam, ne zatipam in če ne zatipam, potem nimam. Ne? Zdaj so ženske mnogo bolj ozaveščene in pridejo tudi same do nas z željo, da jih naučimo. Vejo, da je zgodnje odkrivanje bistvenega pomena in da če zgodaj odkrijejo, je preživetje bistveno boljše. Še časa nazaj so tudi zdravniki hodili v delovne organizacije pregledovati ženskam dojke, enkrat na leto so jim pretipali. Ampak se je pokazalo, da to ni dovolj. Naš cilj je, da vsaka ženska bi poznala svoje dojke, da bi točno vedela, kaj je iz prejšnjega meseca v drug mesec kaj drugače in bi na takšen način zajeli zelo veliko teh manjših nepravilnosti, ki se v dojki pojavijo in ne bi res pustile nekih radikalnih posledic.
Darja, seboj ste danes, poleg vseh teh zgibanj, ki jih je prinesla gospa Mojca, prinesla tudi vi vašo knjigo, v katero ste strnila vsa vaša razmišljanja, vse, kar vas je trlo v tistih časih, ko je bil boj z rakom na dojki nekako najtežji. Pa me zanima, kaj vas je sploh spodbudilo, da vse to spravite na list papirja in potem v knjigo? A je bila to neka notranja potreba, da vso to stisko, ki jo človek ob taki težki diagnozi začuti, nekako spravi ven iz sebe, se razbremeni? A ste želeli na ta način dvigniti nivo osveščenosti med ženskami, ki bodo to knjigo prebrale, ali bilo kaj tretjega? Kaj vas je gnalo, da ste dejansko to zelo intimno zadevo dali v javnost? Že drugi dan moje diagnoze sem začela pisati blog. Spletni blog, in to je bilo samo iz tega razloga, ker na dan diagnoze, ko sem prišla domov, hčerka bila stara 1 leto, me je klical najprej eden, pa drugi, pa tretji, pa četrti, in to je bil tak šok vmes med jokom in med pogovori po telefonu, je kar naenkrat prišla moja hčerka, sedela sem zunaj, še prav spomnim se tega trenutka, ni še znala čisto dobro hoditi, tako da se je priplazila do mene, pa vstala in me tako objela in mi je rekla mami, ne. In pač še zdaj veliko govori, ne? Že takrat je začela. No, in to je mene tako prizadelo, da sem rekla, jaz ne morem vsakem posebej razlagati, kaj se dogaja. Res veliko družino imamo, veliko prijateljev je bilo, vsak ga je zanimalo, kaj točno je res. To je, ne zgodi se glih vsak dan, da človek pri 30 letih zboli, in so bili seveda ljudje v skrbeh. Potem sem se pogovarjala s svojo najboljšo prijateljico in ona rekla, pa začni pisati, pa da je to na blog, pa ne vsi preberejo. In res, ta ideja je nekako obrodila sadove, že naslednji dan sem odprla blog, prvič sem se srečala z njim in kar naenkrat, za vsako, ko se je nekaj zgodilo, vsako diagnozo, ko sem dobila, oziroma vsako obisk onkološkega, tako naprej, sem naredila en zapis. Ne? In to je potem iz čiste take ideje, da bom jaz imela več časa za hčerko, je prišlo do tega, da sem se že ljudje so me toliko začeli brati, da na koncu, če nisem nekaj napisala po vsakem obisku onkološkega ali pa ko sem najavila, da bom šla na obisk, so začeli telefoni zvoniti, sporočila na Facebooku, res vse v redu, kak si bo, mislim, ne. In tako je v bistvu postala kar nekako, imela sem kar nekakšen tisti občutek, da moram napisati za ljudi to, no. In tako se je potem to nadaljevalo. Tisto prvotna ideja, da bo zdravljenje trajalo pol leta, se je na koncu v bistvu razširilo na 1,5 leta, pač še po diagnozi, da imam genetsko mutacijo brca, tako da je potem sledila še preventivna operacija obeh dojk, odstranitev, pa je cevodo. V glavnem je bila kar ena taka pot, no. Knjiga je pa potem nastala takoj po moji zadnji operaciji, ko sem rekla, da bom zaključila z blogi, to mislim, da je bil marec. In enostavno sem rekla, zdaj se bom pač lotila spet vseh teh svojih zadev, ki jih imam, upala sem, da bom pač v svojem poklicu začela nekaj delati. No, in takrat sem najavila, da bi rada v pol leta, v septembra, za moj rojstni dan, da bi izdala knjigo, in mi je pač potem tudi uspelo. Je pa res, da nisem dala samo zapise mojih blogov noter. Želela sem v bistvu še malo nadgraditi to osebno izkušnjo. Res, da je zelo veliko mi je pomenilo, da je moja onkologinja, dr. Cvetka Kuhar Grašič, lektorirala, pač strokovno lektorirala knjigo, tako to se mi je zdelo, da pač to mora biti strani zdravnika narejeno, da bo dobro. Dodala sem pa še potem zapise, kako se sploh lotiti zdravljenja, ne, se pravi, uporabni nasveti dejansko za bralke. V bistvu je tudi dr. Zagodetova je napisala, kako zdravljenje poteka na primarni ravni, potem zdravnica iz ambulante za bolezni dojk je odkrila mojega raka. Ona je napisala, kako sploh poteka delo v ambulantah za bolezni dojk, se pravi, to je ta sekundarna raven, na katero te potem napotijo. In potem pač sem še malo napisala o tem, kako je pač na onkološkem. Plus vsa ta društva, ki so, se pravi, Društvo za boj proti raku, Združenje Evropa Dona. Se mi zdi, to je ena taka podpora ženskam, ki mogoče ne vejo, da obstaja, ne? So pa zelo dejavni in se mi zdi, da nudijo zelo veliko podporo. Jaz bi rada sem še nekaj povedala na temo samopregledovanja.
Prvo predavanje, ki sem ga imela, sem v bistvu imela za diplomirane medicinske sestre, bilo jih je 100 in samo 2 so dvignile roko, ko sem vprašala, koliko se jih samo pregleduje. Tako da to je bilo 4 leta nazaj, tako da jaz upam, da se je zdaj res že kaj spremenilo. No. Tudi jaz. Je škoda, ne? V Sloveniji je podatek, statistika je takšna, da je 50% vseh rakov, ki so odkriti ob diagnozi že v bezgavkah, kar res zmanjša možnosti preživetja tam iz nekje 90% na 70% in dol. Je zelo pomembno samo pregledovanje. Je pa Darja omenila, da je bila mlada, seveda je še zdaj mlada, ampak pri 30 zboleti za rakom res ni vsakdanja diagnoza oziroma nesreča se človek pri tej starosti s takšno diagnozo zelo pogosto. Kako pa vaše izkušnje kažejo, glede na to, da se srečujete z bolnicami, z različnimi ženskami, ki so šle čez to, morda tudi kot podpora tistim, ki so zbolele za rakom. Je ta številka nekako padla, da ženske vse mlajše zbolevajo in kaj k temu mogoče botruje? Zdaj, da bi kar tako na pamet rekla, da vse mlajše ženske zbolevajo, ja, pojavljajo se primeri, vsekakor se poznamo tudi v našem zdravstvenem domu oziroma v naši občini kar nekaj primerov mladih žensk, ki so zbolele. Veliko teh žensk je bilo tudi gensko pogojenih, da je zbolelo, se pravi, z genom brca, kot je že gospa Darja prej povedala. Vedno je pa zraven tukaj ena stiska, en strah, seveda strah pred smrtjo, strah pred tem, kaj samo zdravljenje prinaša. Meni je recimo knjiga od gospe Darje kot en tak priročnik za ženske, ki so res ene take usmeritve noter napisane, ki bi jih mogla vsaka prebrati, kaj na začetku te poti, da bi vedela točno kam in kako. Se poskušamo tudi vsi, ki smo v zdravstvu vključeni, jih ozaveščati, jim povedati, kaj jim pripada, na kakšen način, ampak včasih v vsej tej mogoče poplavi vsega, kar počnemo, kakšno stvar, ki je za našo žensko, ki je zbolela, zelo pomembna, mogoče tudi pozabimo, no, kar upamo, da se zgodi čim manjkrat. Drugač pa žensk, ki zbolijo, večji del je starejših, ne, kot mlajših, je pa tukaj pri teh mlajših bolezen bistveno hitrejša ponavadi in pa se nas, ker so to še otroci, ponavadi zraven bolj dotakne. No. Darja, iz vsake, to je že pregovorno, da je vsaka zadeva naj bo slaba, naj bo dobra, ima 2 plati, iz vsake se lahko naučimo nekaj dobrega, nekaj slabega, odvisno, kaj želimo iz te izkušnje potegniti. Kaj bi vi, glede na to, kaj ste prestala tekom postavitve diagnoze, pa vse do zaključka zdravljenja, kaj je tisto, kar bi lahko izpostavila kot nekaj dodatnega, kar vam je dalo nekaj več v življenju, kar vas je izučilo, kar vam je nekako kakšno osebnostno nadgradnjo predstavljalo in kaj je bilo tisto, kar je bilo mogoče šokantno za vas, kar vas je razočaralo ali vas je mogoče prizadelo tekom cele te poti, oba vidika? Ste kdaj razmišljali o tem? Zdaj, ko je že 5 let potem, zdaj moram res reči, da ni več veliko slabih stvari, ki bi se jih spomnila. Vem, spomnim se, da je bilo po kemoterapijah zelo, zelo težko, to tudi pišem v svoji knjigi. Ampak kar se pa tiče profesionalnega odnosa iz strani recimo onkološkega inštituta, ljudi, ki so bili okoli mene. Mislim, to pa res moram priznati, da so bili tako v redu in toliko pozitivnih odzivov sem dobila, da enostavno ljudje so se kar ustavljali, pa so me kar objemali, recimo v kakem trgovskem centru ali pa kaj takega. Res, da sem bila mogoče toliko bolj izpostavljena zaradi blogov ali pa mogoče, ker sem se v kakšni oddaji pojavila. Ampak to tako, ko si tisto rutko hodiš okrog, no, se mi zdi, da se ljudje niso toliko bali, mogoče tudi zaradi tega, ker sem pisala, so bili pripravljeni na to, kaj vidijo. Jaz bi sam še nekaj povedala o statistiki, ker jo imam v malem prstu, ker me zelo zanima. No. Rak pri mladih do 40. leta se kar nekako drži na isti ravni, se pravi, to je tam od 50 do 70 bolnic na leto, medtem ko je pa zelo, zelo v porastu rak dojk pri ženskah od 40. do 50-55. leta. Se pravi, to gre res za tiste ženske, ki mogoče glih prhajajo ali da bojo šle v pokoj ali pa mogoče glih novopečene babice. Res mislim, ženske, ki jih še celo življenje čaka v bistvu, ne, tisti najlepši del v bistvu. In se velikokrat zgodi, no, da so tudi zaradi vse te prezaposlenosti se
ne samo pregledujejo, nimajo časa za sebe, razdajajo se vsem drugim, sem sepne, ne, in je res v bistvu ta del zdajle 40 do 55 je najbolj v porastu. No. Se pravi, tam jih je okrog 600 na leto, no. Ostalo so pa pač nad 55 let. Kljub temu, da pa največ govorimo o ženskah in o bolnicah, pa ta bolezen ni strogo rezervirana samo za ženske, pač pa za njo zbolijo tudi, sicer v precej manjšem deležu, tudi moški. Kako je s tem? Kakšne so vaše nekako smernice, s katerimi ste se srečali in tudi kakšen je odziv moških, kadar se morda udeležijo kakega predavanja, kakega preventivnega srečanja? Kako so odprti za to vrstna srečanja? Ja, jaz bi tako rekla, ne, mi moškim povemo, pač, da možnost obstaja tudi pri njih, sicer bistveno manjša kot pri ženskah. Velik del moških vzame to edukacijo, do katere pristopijo bolj kot da bodo pomagali svojim ženam in da to ne bodo glih kaj veliko porabili na sebi, ne. Verjamem pa, da takrat, ko se naučijo, da potem si tudi kaj potipajo. No. Jaz zaenkrat v svoji praksi še nisem imela moškega, ki bi zbolel za rakom dojke. Vem pa, da je v našem slovenskem prostoru nek procent teh, mislim, da je okrog 2% moških, da zboli. No. Se pa v sklopu teh pogovorov in preventivnih dogodkov osredotoča ne samo na boj proti rakom na dojkah, pač pa tudi boj na raku mod. Tako. V bistvu za moške, ja. Ta promocija se začne, tako kot sem že prej povedala, že v 3. letniku srednje šole. Že, no, mogoče šele, ker bi si želeli o tem govoriti že mnogo prej. In takrat v bistvu te dijake v 3. letniku dojke zanimajo iz kakšnega drugega vidika, bolj kot pa samo pregledovanje oziroma iskanje kakšnih zatrdlinic. Tako da v bistvu so pa zelo dovzetni za svoja moda, jim tudi to veliko pomeni, da v bistvu se lahko takrat naučijo, da se potipajo. Sicer je pridih na teh delavnicah ogromno smeha, ne, to je pač hudomušnosti. Ampak kasneje, ko pa recimo sam s kakšnim dijakom se pogovarjaš o tej tematiki, pa pove, ja, da se je naučil, da se je tudi mogoče malo prestrašil, ker mogoče tudi ni vedel, da se kaj takega lahko njemu zgodi in nikakor si tega ne želi in je en poudarek temu namenu. Ja. Mojca, koliko pa je nekako razlike v vsem tem času, odkar delate na področju preventive in na področju boja proti raku na dojkam, glede tabu teme? Včasih se o tem ni toliko govorilo, ni se toliko pisalo, dogodki niso bili tako razpoložljivi, kot so danes, niti toliko medijsko poudarjeni. Če vzameva recimo neko 10-letno obdobje, kako se je ta tabu tema spremenila od tedaj pa do danes? Jaz vidim, da ta tabu se je bistveno zmanjšal. Zdaj ženske o tem govorijo odprto, tudi moški, no, ampak se mi zdi, da ženske še vedno bolj upajo povedati za svojo bolezen, upajo povedati, če so kaj zatipale in da imajo kakšne preglede in to se mi zdi tudi fajn, no, da upajo spregovoriti, ker je s tem, ko spregovoriš, stiska sigurno takoj zmanjšana, ne, ko deliš to svojo izkušnjo. Mi smo se veliko borili, veliko smo govorili o tem na glas, ravno iz razloga, da opolnomočimo te ženske, da jih opogumimo, ne, da spregovorijo o tej tematiki in nekako no, zdaj v teh 10 letih rečemo, se mi zdi, da je tukaj kar en tak viden napredek. No. Krasno. In malce opogumljanja bomo sedaj deležni še strani naše tretje sogovornice, ki se nam bo kmalu pridružila. Namreč prišla bo zraven med vaju podpredsednica Društva za boj proti raku Posavja in Obsotelja, ki je obenem tudi direktorica Zdravstvenega doma Sevnica, gospa Vladimira Tomšič. In bomo nadaljevali pogovor seveda v smeri, kot smo ga zastavili, da čim bolj približamo gledalkam, kaj lahko same storijo in kako lahko ukrepajo, kadar pride do te nezaželene bolezni. Lepo pozdravljeni sedaj še vi, gospa Vladka, med nami. Tako ste skupaj sedaj tri peresna deteljica, vse, ki ste nekako zelo tesno povezane z bojem proti raku. Pa bi vas kar vprašala, kako nekako vi kot diplomirana medicinska sestra in kot diplomirana organizatorka dela vpeta ste v zdravstvo z večjih področji, tako organizacijsko, strokovno, največ pa seveda na primarnem vidiku zdravstvenega varstva, pa če mogoče malce izpostavimo dejavnike tveganja, kar se tiče raka na dojkah.
Hvala za vabilo, gospa Doroteja. Res sem vesela, da ste se spomnili na nas tri in nas povabili v vašo oddajo. Res rada bi vas pozdravila v imenu celotnega zdravstva, zdravstvenega doma Sevnica, katerega zastopam zdaj nekje 11. leto. Rada bi vas pozdravila kot podpredsednica Društva Posavskega in Obsoteljskega društva za boj proti raku, Posavja in Obsotelja, v katerem delujem od začetka, od ustanovitve dalje, torej 20 let praznujemo letos. Pozdravlja vas predsednica tega društva, Alenka Krenčica Gode, in vse članice upravnega odbora, ki so iz vsakega okolja Posavja in Obsotelja, torej iz Sevnice, iz Krškega, iz Brežic in Obsotelja. Torej, lep pozdrav uvodoma. Ja, res, odkar se spomnim svojo poklicno pot, ki sem jo začela kot patronažna medicinska sestra, sem se ukvarjala tudi z diagnozo rak in ukvarjala sem se poklicno z preventivo. To mi je pravzaprav res vpisano v gene in še danes imam veliko strast do te zdravstvene dejavnosti, ena izmed številnih v sistemu zdravstvenega varstva. Torej, kaj bi lahko povzela, ko slišimo rak po teh letih, Diagnoza rak, veste, je vedno šok, Je nek pretres v telesu, v našem duševnem stanju in tudi v socialnem okolju, kjer biva in živi in dela oboleli. Kaj je rak? Mogoče, da začetek pred dejavniki tveganja. Torej, okvarjene celice, iz katerih se lahko razvije rak, so vsakodneven pojav v telesu. In vendar ne zbolimo kar takoj. Naš imunski sistem jih nenehno odstranjuje, te okvarjene celice. Ko ne zmore več, zbolimo. Znano je, da se pri raku celice nepravilno delijo. Do tega pride zaradi poškodbe našega dednega zapisa, torej DNK-ja, oziroma mutacije v genih, ki nadzorujejo delitev naših celic. Organizem tako nima več nadzora nad temi spremenjenimi celicami, ki rastejo čisto po svoje. Rak dojk je v razvitem svetu najpogostejši rak pri ženskah in je zato kar en velik javnozdravstveni problem. V Sloveniji zboli že več kot 1300 žensk na leto. To je kar velika številka, če si predstavljamo 1300 žensk. Torej, število teh obolelih se pa močno poveča po 45. letu starosti. Predvsem zaradi poznega odkrivanja bolezni do sedaj je preživetje naših žena še vedno slabše od evropskega povprečja. Pa ste rekla nevarnostni dejavniki za raka dojk. Torej, natančen vzrok za nastanek raka na dojki še ni. Kljub velikim študijam, ki potekajo, 5-letne, 10-letne, celinske, medcelinske, obstaja pa neki dejavniki tveganja, ki so povezane z njim. Torej, demografski dejavniki, med katere spada starost, kot sem jo že prej omenila, torej več je pri ženah kot pri moških, zemljepisna lega, dejavnik materinstva, kamor spada na primer zgodna menarha in pozna menopavza. Potem recimo eden od dejavnikov je več kot 30 let ob prvem porodu, nizko število otrok ter opustitev dojenja, na primer, in pa naši hormoni, kamor spadata oralna kontracepcija in hormonsko nadomestno zdravljenje. Verjamem, da je kolegica Mojca že govorila tudi o dejavniku tveganja alkohol, o debelosti
ionizirajoče sevanje, potem pa tudi o mamografski nepreglednosti dojk in pa seveda danes že kar dobro znana dednost. Dedne oblike raka so najpogosteje posledica mutacij v 2 genih. In sicer to sta tista gena, ki se imenujeta BRCA1 in BRCA2. Kaj bi še mogoče tako uvodoma še povedala o raku na dojkah? Da najpogosteje nastane iz celic mlečnega voda, torej ko berete izvide iz duktusa, piše tam, redkeje pa iz žleznih režnjev. Pri neinvazivnem karcinomu, torej karcinom rak, ali pa tako imenovanem karcinom in situ, so bolezni dobro ozdravljive. Pri invazivnem karcinomu pa rakaste celice lahko prerastejo bazalno membrano in se potem razraščajo. Raki se opredelijo tudi v stadije, ko že imamo diagnozo, in prav te stadiji opisujejo, kakšna je razširjenost raka po telesu. Stadije določijo strokovnjaki glede na velikost tumorja, na prizadetost bezgavk in pa prisotnost metastaz. Še vedno govorimo, da zaradi slabe ozaveščenosti številne ženske prepozno obiščejo zdravnika oziroma se ne poslužujejo najbolj enostavne in pa učinkovite metode samopregledovanja dojk. O tem smo že kar precej govorili, tudi Mojca je že pokazala, kakšna je pravilna tehnika samopregledovanja, tako da so do sedaj gledalke lahko že dodobra se seznanile tudi s pravilnim pristopom. Pomemben pomen pri osveščanju pa je tudi pridal ustanovljeni Center za krepitev zdravja. Že uvodoma, ko sem napovedala gospo Mojco kot zaposleno v zdravstvenem domu Sevnica, sem dejala, da je vodja in bi sedaj mogoče, ker smo ravno iz te teme šli, kar se tiče preventive, tudi verjetno na tem področju posvečate največ pozornosti temu, da ljudi osveščate, da spodbujate k temu, da se vendarle odločijo, da nekako več skrbi posvetijo lastnemu telesu. Ja, to je nekje glavna naloga Centra za krepitev zdravja. Naša naloga je nemedikamentozna obravnava, se pravi, ljudi naučiti spremeniti življenjski slog, živeti s spremenjenim življenjskim slogom, umakniti nevarnosti, ki so za njihovo zdravje, tudi mogoče za razvoj raka, zelo pogost dejavnik iz njihovega življenja. Delujemo v Sevnici kot Center za krepitev zdravja. Zdaj se nam je v Sloveniji pridružilo 25 novih centrov za krepitev zdravja. Od tega jih je 16, oziroma s Sevnico skupaj, ko smo bili v pilotnem testiranju tega novega programa, nas je 17 v vzhodnem delu Slovenije, iz razloga, ker je tukaj slika zdravja bistveno slabša kot v zahodnem delu, kjer jih deluje vse skupaj 9. Ukvarjamo se v bistvu nekako z spremembo res življenjskega sloga in opustitev tveganih vedenj. Če pogledamo recimo iz vidika alkohola, imamo zelo veliko problematiko v Posavju. Vključili smo se tudi v en projekt SOPA, oziroma skupaj odgovorno do pitja alkohola, kjer so nas tudi podučili, nam pokazali, kakšne so povezave s samim alkoholom pri ženskah in zbolevnostjo za rakom dojke, in številke so kar visoke, tako da ta dejavnik opredeljujemo kot zelo pogost. Delujemo tudi pri drugih dejavnikih, ki lahko povzročajo katerekoli oblike raka. Da se pravi, zelo široko gledamo, ja, in nekako nastopamo proti kajenju. Želimo si, da bi se naši ljudje gibali več, da bi bolj zdravo živeli, da bi se opazovali, da bi prepoznali pri sebi odklone. In v bistvu vse to nekako skupaj z roki z njimi, mi tako v zdravstvenem domu kot v lokalni skupnosti poskušamo skupaj graditi en tak mozaik,
in skupaj na dolgi rok spremeniti tudi zdravstveno sliko Posavja in kompletne vzhodne Slovenije. Vendar sama preventiva res nikoli ne pušča nekih rezultatov v kratkem obdobju. Potrebujemo čas za spremembo življenjskega sloga, za spremembo tega, da nekaj narediš pri sebi, rabiš čas in potem čez čas se pokaže tvoja uspešnost. Se pravi, lahko bi tudi nekako plastično rekli, da če človek čim bolj dela na tem, da je njegov imunski sistem močen, vzdržljiv, da se zna boriti proti različnim negativnim vplivom iz okolja, toliko manjše so potem možnosti, da zbolimo tako za nekimi virozami, prehladi, kot tudi za resnejšimi boleznimi, kot je denimo rak. Vsekakor, ne smemo pa tukaj pozabiti niti na debelost, niti na to, da se premalo gibljamo, niti na to, da je prehrana v marsikaterem segmentu izven tistega, kar si mi želimo, da se ljudje prehranjujemo drugače, kot kažejo smernice. Tako da v bistvu imamo na tem področju dela še veliko, ampak tudi z združevanjem, tako z nevladnimi organizacijami, kot z društvi, kot z lokalno skupnostjo je ta pot lažja. In tudi lažje pridemo do večjega števila ljudi in jih bolj ozaveščamo in verjamemo, da bo to pomagalo k lepši, boljši sliki. Sigurno. Gospa Darja, ko ste se vi soočila z diagnozo rak, kot ste že rekla, je bil najprej seveda šok. Kaj pa potem pozneje? Ste razmišljala kdaj o tem, kaj je pa sploh pripeljalo do tega? Kaj sem jaz v življenju počela napačnega, da je to doletelo mene? Ker večinoma se v negativnih situacijah ljudje kar nekako po glavi tolčemo, pa zakaj jaz, pa zakaj glih jaz, ne? In ste mogoče kdaj prišli do tega odkritja, kaj je botrovalo k temu, da je bolezen tudi vas srečala? No, jaz mislim, da je bil pač v enem obdobju, da je bilo pač prisotnega preveč stresa. Nikoli nisem nobenega drugega krivila za to, pač prišlo je, tudi pač pogojeno je bilo z genetsko mutacijo, kar pomeni, da so moji obrambni mehanizmi v pač 50% toliko okvarjeni, da se niso sposobni boriti proti raku na dojkah in pač tudi jajčnikih. Tako da prišlo je, ni važno, zakaj, važno je samo, da naprej, da sem spremenila ta življenjski slog in da ga spreminjam, oziroma se držim tega, da živim zdravo, da s čim manj stresa. Kaj je tisto ključno, kar ste spremenili v svojem vsakdanu? Kakšne rutinske zadeve, kar ste jih prej recimo upravljali ali se jih lotevali, sedaj pa več ne? Katere so bile tiste glavne prelomnice? Jaz mislim, da se ti spremeni pogled na svet. Se pravi, ne vidiš več nekih stvari, ki so te prej mogoče iritirale, ki so te motile, ki so ti pomenile, ne vem, nekaj zelo groznega, velikega, jih mogoče zdaj niti ne opaziš, no. Tako. Skratka, sprememba v sami mentaliteti. Tako, se spremeni sigurno. No. Gospa Vladka, zelo aktivno delujete kot podpredsednica Društva za boj proti raku Posavja in Obsotelja in kot ste že v uvodnih mislih dejala, letos praznujete lep jubilej, sicer mlad, ampak ni to toliko pomembno, kot je pomembna vsebina, katere pač vi pripravljate za to, da čim bolj osveščate tako ženske kot tudi moške. In me zanima, katere vse aktivnosti v preostanku do koledarskega leta še pripravljate, da boste ta nivo še dvignili. Ja, res. Naše poslanstvo Posavskega in Obsoteljskega društva za boj proti raku je preventivno osveščanje in Biblija nam je prav tistole, kar imate na mizi, 12 nasvetov proti raku. Biblija in pa vodilo pri vseh aktivnostih, katere načrtujemo letno. Vsako leto, že 20 let, prirejamo v spomladanskem in jesenskem terminu tako imenovano pomladansko in jesensko srečanje Posavskega in Obsoteljskega društva, kjer vabimo znane, priznane strokovnjake, da nam predavajo občinstvu, članom, simpatizerjem in ostalim strokovnim in javnosti in vsi, ki se nam želijo pridružiti, o določeni temi torej iz 12 nasvetov proti raku. To je 2-krat letno. In tudi letos obeležujemo 20 let. Letos smo se odločili, da bomo se zahvalili za vse za nazaj, ne?
in naredili zavezo za naprej, in sicer petek, 16. novembra ob 17. uri na tradicionalni lokaciji Terme Čatež. Tako da vabljeni vsi in bomo zelo veseli, da nas pridete še naprej podpreti. Kaj še? Druga glavna dejavnost pa, ker je predsednica specialist ginekolog in tudi jaz zavzeta preventivka, pa je, da že 20 let izvajamo tako imenovane edukacijske preglede dojk. Žene, ki mogoče danes to poslušajo in gledajo, vedo, da smo z dr. Zagodetovo bile skoraj že v vsaki vasi tlele v Posavju in da smo srečevali se ženam po raznih gasilskih domovih, kulturnih domovih, šolah, vrtcih, bankah in tako naprej. Različni naročniki so bili naše žene. Kako to izgleda? Izgleda tako, da naš princip dela je, da moramo ženo, torej, da jim naredimo eno predavanje o raku na dojkah, da to izvajam jaz, da zdravnica dr. Zagodetova v posebnem prostoru naredi edukativni pregled dojk. Torej, to je pogovor, klinični pregled dojk z individualno ženo in svetovanje, trenutno svetovanje. In na koncu, ko prihaja od nje, še se učimo vsi samo pregledovanja dojk na modelu, kjer je maketa potencialnih tumorjev. In temu mi rečemo edukacijski pregled dojk. Traja nekako 2 uri, da se vse to zvrti, in približno do 15 do 20 žena smo nekako sposobne v tistem času tudi opolnomočiti. To sta 2 glavni dejavnosti, seveda pa sodelujemo in v občilih, in na zdravstveno-vzgojnih stojnicah, in povsod, kjer lahko z zdravstveno-vzgojnimi centri sodelujemo. Z Evropodono sodelujemo, uspešno vsako leto, že skoraj tradicionalno. Tudi zdaj načrtujemo, to bo Mojca kaj povedala o tem. Načrtujemo tudi sodelovanje prav zdaj v vseh 3 občinah, torej Krško, Sevnica in Brežice, z Društvom za preprečevanje osteoporoze. Bomo prav v tem mesecu tem članicam opravili tovrstni edukativni pregled dojk. Udeležujemo se konferenc, zelo glasne smo bile članice društva, ko Posavke nismo imele zelo pomembno preventivni državni program DORA, torej mi smo med zadnjimi, ki smo ga dobili, pa številke kažejo, da je to rak, ki je prvi med raki. Bi dejansko moral biti med prvimi v državi, ne med zadnjimi implementiran. Če primerjamo tudi zelo uspešnim programom, državnim SVIT je bil implementiran 2008, Posavke smo to vrsto program DORA dobile v lanskem letu, no in zdaj smo zadovoljne, ker imamo lokacijo v Brežicah. Pa bi dejali, da glede na to, da je gospa Zagode, dr. Zagodetova je specialistka ginekologije in porodništva, vi ste v preventivnih krogih tudi direktorica zdravstvenega doma v Sevnici, bi dejali, da se ta tesna vključenost v zdravstveno organizacijo, v nek javni zdravstveni zavod obrestuje na nek način, da potem delo v društvu poteka lažje, da se kakšna vrata prej odprejo, kot bi se sicer, če bi denimo predsednica ali podpredsednica društva bila v narekovajih rečeno navadna smrtnica, kakšna izmed bolnic, se kakšna vrata prej odprejo na ta račun, ker ste bolj povezani z samim zdravstvenim sistemom?
To bodo sodili drugi, ne? Sama nimate tega občutka? Ne, moram reči, da smo zelo bile počaščene takrat pred 20 leti, ko se je ustanavljalo to društvo, da so nas sploh povabili. Tudi nismo pravzaprav takoj vedeli, kako obsežno je to delo in kako te pravzaprav... Polno zaposli, verjetno. Ne, v polnomoči tebe nadgradi, ne. Saj to je v bistvu osebnostna rast, ne. In mislim, da lahko čutiš pacienta, sočloveka še bolj, a ne, če se vključuješ v te nevladne organizacije. Tako da mi si želimo zdaj tudi zamenjave vodstva, a ne, ampak še vedno bova, tako sva se tudi zmenili z zdravnico, sodelovali v tem društvu in delali, ampak želimo pa si po 20 letih, da bi nekdo prevzel to društvo. In ne iščemo izključno med zdravstvenimi krogi. Želimo si človeka, ki bo z veseljem in zavzetostjo, seveda in soresnostjo tudi to naše delo nadaljeval. Ste, gospa Darja, se v času, ko ste se borili proti raku na dojki, tudi obrnili na kakšno društvo, na kakšno zdravnico, čisto po privatni ravni, da ste nekako zbirali informacije, preko katerih mogoče v sklopu javnega zdravstva niste tako hitro prišli. Vam je kakšno od društev, kot jih je gospa Vladka opisovala, bilo v pomoč v tistem času? Ravno to je bila težava. Nisem niti poznala teh društev, ne. Šele kasneje so me kontaktirali Združenje Evropedona, da sem sodelovala pri projektu Lep je dan. Predtem sem imela pa to srečo, da je bivša cimra iz študentskih let, je ravno delala specializacijo na Onkološkem inštitutu, tako da sem v bistvu iz prve roke dobila vse potrebne informacije, no, kar mi je res prišlo prav takrat, no, ker nekako si v temi, ne. Tudi, če te zanimajo neka vprašanja, mogoče niti ne znaš postaviti vprašanj, ali pa takrat, ko si pri zdravniku, pa si ne napišeš, recimo, vse pozabiš v sekundi. Tako da jaz vsaki rečem bolnici, ne si kar zapiše vprašanja, ne, tako bo najlažje. No. Je pa res, da zdaj tudi vsa združenja in društva se mi zdi, da so veliko bolj aktivna, zdaj tudi 5 let kasneje. In tudi ta podpora njihova je zelo velika in je zelo dobrodošla to bolnicam. No. Se mi zdi, da predvsem ta podpora medsebojna veliko šteje. Ti imaš tisto strokovno pomoč iz strani zdravnikov, onkologov, ne, ampak ta socialna plat, o kateri smo se prej pogovarjali, kako si sam prizadet, kako mogoče ne najdeš te podpore pri svojcih, mogoče tudi zato, ker ne razumejo, ker so pač vpeti v vsakdanjik, pač ta hiter tempo, ne. Je mogoče fajn, da se lahko pogovoriš z nekom, ki je ravno zato tam, se pravi, ali člani društva, ali predsednica teh društv, združenj. In v bistvu, kar je pa najlepše, je pa to, da so vedno vsi pripravljeni pomagati, no. In se pogovarjati in nuditi pač to pomoč. In tudi ta socialna plat je zelo poudarjena v programih, ki jih izvajate v Centru za krepitev zdravja. Potrudite se, da nekako zajamete čim širšo populacijo ljudi. Se pravi, greste v izobraževalne ustanove, greste v lokalne skupnosti. Potrudite se, da zajamete mlajše, starejše, tiste, ki mogoče niti ne bi prisodili, da jih lahko kaj neprijetnega zdravstvenega vidika doleti. Na kakšen način sploh pristopite do njih in kako so odzivni? V bistvu imamo 2 poti. Ena pot je ta pot, ko nam napotijo paciente iz ambulante družinske medicine, tam, kjer so že odkrili kakšne odklone in jih napotijo k nam. Druga pot je pa naša pot v lokalnih skupnosti, se pravi v delovnih organizacijah, v šolah, v vrtcih, v društvih, z nevladnimi organizacijami. Kako naš cilj je zajeti vso populacijo, od rojstva pa do smrti. Dejansko delujemo v šoli za bodoče starše, v šoli za že starše, potem z otroci, mladostniki, z odraslo populacijo. Veliko smo po delovnih organizacijah, ker ta delovna populacija nekako drugače ne pride do nas.
Se, če razumemo, imajo družine, obveznosti, nekako jim zmanjka časa za to pomembnost svojega lastnega zdravja, in zdaj nam je zelo veliko pripomogel Zakon o varstvu in zdravju pri delu, ki nam pa pomaga, da lahko vstopamo v te ustanove in ozaveščamo te mlade delovne ljudi. In pa potem društva, od upokojencev do gasilcev, v bistvu bi lahko naštevala še zelo dolgo, kje vse smo se že pojavili, s kom vse smo že delali, kakšne od projektov do samih delavnic, do samih srečanj, in nekako tako poskušamo res imeti zajeto vso občino, pa ne samo v Sevnici, ampak na vseh delih naše občine, v bistvu v vsaki krajevni skupnosti, v vsakem gasilskem domu, kjer je neka želja, neka pot, kjer si želijo neko našo druženje, našo tematiko, nekaj v povezavi s tem spremembami svojega življenjskega sloga, tam pridemo. Smo zelo fleksibilni, delovni čas imamo razpet glede na potrebe naših ljudi. Tako da se potrudite, da jim ugodite, tudi če je treba popoldan ali pa podvečer priti. Tudi nedelo pomaš. To so izkušnje iz terena, ki dejansko ljudje, ki delate s tem, najbolj veste, kako in kaj. In če je nekako preventiva malce bolj prijeten del, ker je osveščevalni, ker ni toliko, bomo rekli, ni strašenja, ampak je bolj opozarjanje, kako delati, da do nečesa ne pride. Je pa tisti del, ko je potrebno že začeti s kurativo, ko je treba neko zdravljenje vpeljati v sam organizem človeka, ki je zbolel za neko boleznijo, pa malce manj prijeten, tako za bolnika, kot tudi za samo zdravstveno osebje, ki se trudi po najboljših močeh pomagati. Pa me zanima, gospa Vladka, kako dejansko pridemo do tega odkrivanja raka na dojki? Katere so metode, katere so mogoče tiste, ki so bolnicam, potencialnim bolnicam blizu, katere so tiste, ki se jih pregovorno mogoče ali pa tudi neupravičeno bojijo, na kakšen način se odkriva rak na dojki, poleg tega samopregledovanja, ki smo ga že omenjali? Ja, po pregledu literature je še vedno, da je samopregledovanje tisto prvo, da ženo opolnomočimo, da se ne moramo izogniti tovrstnem raku, ampak da ga lahko zgodaj odkrijemo. Kaj pomeni zgodno odkrivanje? Želimo si, da bi si vse žene odkrile svojega raka, vkolikor pride do te mutacije pod 1 centimeter. Drugo je mamografija. Mamografija je prisotna v programu DORA in takrat, kadar je klinični pregled pri zdravniku veleva to storitev. Mogoče, da povem, kaj je to mamografija, ki je zelo, to je taka osnovna, mi rečemo, slikovna preiskava dojk. To je rentgenska slika, če si predstavljate, črno-bela, mamogram, črno-bela slika, posamezne vrste tkiva dojke. Novejša ta digitalna mamografija pa nam nudi boljšo kvaliteto in možnost računalniške obdelave posnetka. Torej, tukaj gre res znanost naprej. Če te spremembe na mamografiji niso dovolj jasne, je treba postopke ponavljati, ali pa dodatne preiskave. Druga dodatna preiskava, s katero se odkrije, je ultrazvok. Ta je dopolnilna slikovna preiskava dojk, razen pri ženskah, ki so stare pod 35 let, gredo takoj na ultrazvočno preiskavo. Torej, uporablja se, če pri rentgenski mamografiji ni jasnih rezultatov, in za preverjanje oziroma izključitev prisotnosti metastaz. Druga, zdaj zelo atraktivna, je magnetna resonanca. Zaradi zahtevnosti, cene in dostopnosti je indikacija še vedno omejena. Potem za potrditev diagnoze pa zdravniki jo potrjujejo z odvzemom tkiva, tem pa mi rečemo igelna biopsija.
To pomeni, da s tanko iglo za odvzem celic ali pa debelo iglo za odvzem koščka tkiva odvzamejo potencialno zatrdlino. Včasih pa je tudi potrebna operacija, kirurška biopsija. A ne? Sledi mikroskopski pregled tega vzorca tkivnega, mi tem rečemo histopatološka preiskava ali pa celičnega vzorca, citopatološka preiskava. Na ta način, kot sem vam zdaj povedala, tudi poučujemo žene, ko prihajajo v delavnico samopregledovanja dojk. Torej, rezultati te histopatološke in pa citopatološke preiskave pa so pomembni za napoved poteka bolezni, a ne? In pa za izbor najustreznejših zdravljenj. Dejali ste, da je nekje 1300 žensk, ki zbolijo na leto v Sloveniji. Tukaj je precejšnja številka. Kakšne so pa smernice, če morda veste, drugje po Evropi, po svetu? Smo v vrhu, smo v sredini, na repu in v katero smer dejansko gremo tudi na področju preventive in na področju zdravljenja? So vidni napredki, je osveščenost toliko večja, da je možno zgodnje odkrivanje tudi bolj učinkovito zdraviti? Na kateri točki se nahajamo? Mi smo primerljivi z Evropo. Slovenske smernice so povzetek svetovnih in evropskih smernic za zdravljenje raka na dojki. Mogoče bi, če ste zdaj zadovoljna s tem odgovorom, bi mogoče sam omenila, kako se potem zdravi, a ne, s kirurgijo. A ne, ta je še vedno nepogrešljiv del zdravljenja raka dojki. Je pa tudi najbolj učinkovit? Eden od, a ne, ampak je nepogrešljiv. Zdaj pri operaciji kirurg želi odstraniti ves tumor s tem varnostnim, tako imenovanim robom zdravega tkiva. Kadar je mogoče, to se mi je zdaj pomemben, da povem tle, a ne, se kirurg odloči za ohranitev dojke. To je zdaj zelo pomembno in zelo je v tem času, dobi, ne vem, 10 let, te posegi so res napredovali, tukaj je znanost napredovala. Zdaj, poleg tumorja, kirurg med posegom odstrani prvo bezgavko, katero priteka limfa iz tumorja, in jo spet pošlje na ta histopatološki pregled. Odvisno od prisotnosti zasevkov, pa se potem odloči za morebitno odstranitev še drugih bezgavk v pazdušni kontanji. Zdaj med operativnim posegom sodeluje tim kirurgov, a ne, je mogoče že dojko rekonstruirati, kar pa ima velik pomen za ohranitev samopodobe nas bolnic. Ne? Druga terapija je radioterapija, to je obsevanje z ionizirajočimi sevanji. A ne? Mi to uvrščamo med lokalna zdravljenja, saj njen učinek je omejen na tisto mesto, kjer ga obsevamo. Torej, načrt obsevanja je vedno odvisen od stadija bolezni in splošnega stanja bolnice. Več kot 80% bolnic, to je podatek, a ne, ki je znan z rakom, je zdravljenih tudi z obsevanjem. Potem je tretje zdravljenje, ki ga poznamo kot kemoterapija, a ne, tem rečemo sistemsko zdravljenje raka. Je nekje najmlajši, a ne, tudi, torej kirurgija je bila prej, radioterapija je bila prej, način zdravljenja, mi rečemo najmlajši način zdravljenja. In veste, izjemen napredek je dosegel torej, v drugi polovici 20. stoletja z razvojem citostatikov in hormonskih zdravil. V zadnjem desetletju pa tudi z uvedbo tako imenovanih bioloških zdravil.
S temi novimi načini zdravljenja so nekateri raki visoko ozdravljivi, ne glede na obseg bolezni ob diagnozi. To je kar lepo poročanje znanstvenikov. Lepo istočnico ste mi dala, ko ste omenila potrebnost odstranitve dojk, s katero se je tudi naša gostja Darja bila primorana soočiti. In me zanima, Darja, če lahko malce preskoka naredimo, ko je gospa Vladka omenila ta pomen samopodobe ženske. Se po tej izkušnji nekako postavi na tehtnico samopodoba, ženstvenost in na drugo stran tehtnice zdravje, dobro počutje, zavedanje, da je dejansko vse, kar je bilo nevarnega v telesu, bilo v najboljši meri odstranjeno. Predvsem to, ker imam genetsko mutacijo, jaz sem imela 99% možnost ponovitve raka. S tem se mi zdi, da ni zaigrati, s temi številkami. Je pa res, da zdaj sem bila v začetku leta sem bila v Barceloni na medicinskem kongresu o raku dojk kot članica Evrope Done in je vedno večji poudarek na zmanjšanju, se pravi neagresivnosti zdravljenja pri ženskah. Se pravi, čim manjša doza citostatikov, ohranitvene operacije in tako naprej. Se pravi, in potem recimo je ena ženska vstaja, se pravi, toliko stara kot jaz, iz Amerike, in je imela pač tudi genetsko obremenjena. Dobila je kemoterapijo, se pravi pri ženskah, toliko mladih ženskah kot sem jaz recimo, je kemoterapija zelo učinkovita. Ponavadi ti ubije tam do 100% vseh rakavih celic. In recimo ona kot taka ni bila niti operirana, niti ni imela odstranitev pač obojestranske mastektomije. In recimo, če pogledamo, je zdaj še vedno po 5 letih ok. Recimo, jaz sem pa dala obe dojki stran. Se pravi, je različen način zdravljenja in sigurno povzemamo po enih, po drugih. Moram pa priznati, da se ne bi upala takšnega zdravljenja in sem nekako vesela, da sem obe dojki odstranila, ker točno vem, kako izgleda rak. Ne bi si želela iti še enkrat skozi to izkušnjo, res ne. Veliko me je naučila. In se mi zdi nekako, da glede na to, da je zdravstveno zavarovanje, čeprav udrihamo proti njem non-stop, je pa v Sloveniji zelo dobro urejeno in krije vse rekonstrukcijske operacije, tudi popravke, potem krije vso zdravljenje, medtem ko v drugih evropskih državah kar nekaj je takih, kjer nimajo tega pokritega. Srečala sem se z zdravnico iz Albanije, ki je rekla, da si enostavno ne more privoščiti rekonstrukcije pač ene dojke, ki je bila odstranjena. To se mi zdi zelo lepo v Sloveniji in se mi zdi, da smo bolnice res na dobrem, ker imamo to krito, ker si lahko to privoščimo in v bistvu tudi samopodoba ti potem ne pade. Res je, imaš brazgotine, jaz imam brazgotine še vedno, ampak se mi zdi, da so le dobro opomnik tem, kaj sem dala za sabo in se jih vsekakor ne sramujem. Lepa, zaključna misel, skoraj zaključna. Preden se bomo prav zares poslovili, pa bi vas vse tri prosila, da bi nekako podelile z nami ali kakšno sporočilo, s katerim bi želeli nagovoriti gledalke in gledalce, ali kaj, kar je pomembno v tej temi, kar se tiče boja proti raku na dojki. Skratka, tisto, kar bi želeli položiti na srce našim gledalkam in gledalcem, da bi ta osveščenost in zavest o tem, kaj naše zdravje pravzaprav je, nekako zrasla, da bi se zavedali tistega reka, ko radi rečemo, da se zdravja ne zavedaš, dokler ne postaneš bolan in da je takrat šele nekako v ospredju pomembnost samega dobrega počutja. Pa bi mogoče kar z vami, gospa Mojca, začeli. Jaz bi ženskam in tudi moškim sporočila, da naj vsem tem tempu ne pozabijo nase, naj se opazujejo, naj se odzovejo na presajalne programe, ki jih v Sloveniji imamo, Doro, Zoro in Svit, so dobri programi, ki zelo pomagajo odkriti zgodnje rake in s tem je zdravljenje in kvaliteta življenja kasneje bistveno boljša.
naj si ženske samo pregledujejo dojke, naj bodo te procenti višji in naj bo številka teh tumorjev, ki so odkriti, majhni tumorji in da bo zdravljenje, da bomo imeli veliko žensk, ki bodo preživele dobo 5 let in še več. Gospa Vladka? Kaj naj rečem? Vse je Mojca zajela tisto, kar sem želela povzeti, vendar mogoče res bolezen ne izbira. Ne časa, ne dneva, ne osebe, in tudi rak na dojki. Vse žene smo potencialne in imamo dejavnike tveganja. Zato super, res super, da medicina gre naprej in da se stroka razvija, vendar še vedno si največ raka odkrije ženska s svojo prosvetljenostjo, svojim hotenjem, vedenjem o tej bolezni. Hotenje in vedenje pa mislim to, da si mesečno samo pregledujemo in se tudi izobražujemo o dejavnikih, ki nas ogrožajo. Hvala. Še mogoče gospodarja, ki ste nekako najbolj tudi vpeta iz te osebne izkušnje. Kaj bi položila na srce ostalim še? Jaz si predvsem želim, da se ženske ne bi bale raka, da bi se samo pregledovale, ne se ne bojijo začutiti tiste buljce, tudi če se boje, 80-90% ne nevarna, če ni, se vse da rešiti. Rak dojke je zelo lepo zdravljiva bolezen, zelo, če se le najde pravčasno. Predvsem ne se bati. To je to z moje strani. Najlepša hvala. Zelo lepa sporočila in zelo lepe zaključne misli ste vsaka za sebe in tudi vse skupaj, glede na to, da vas druži enaka tema in enak interes, namenila našim gledalcem in gledalkam. Jaz se vam lepo zahvaljujem, vam gospa Mojca Vidmar, gospa Vladka Tomšič in gospa Darja Molan, da ste si vzeli čas, da ste prišle v studio. Jaz mislim, da smo naredile dobro, veliko delo s tem, ko o tem govorimo, ko seznanjamo gledalke in gledalce s tem in da vsak, ki bo gledal oddajo in bo malce več razmišljal, je tudi na boljši poti, da nekaj več naredi za svoje zdravje. Tako da lepa hvala vsem trem in želim vam uspešno in učinkovito delo na vaših poteh tudi v bodoče. Hvala, Doroteja. Spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, hvala lepa, če ste to dobro uro preživeli v naši družbi. Znova se vidimo čez teden dni, v torek ob 8:30, ko bomo za vas znova pripravili nekaj zanimivega, z katerega področja pa boste seveda izvedeli, če boste z nami. Prijeten preostanek večera in lahko noč.